Znanost in presežki nove industrijske revolucije je nekakšen okvir tokratne razprave. Gre za razmislek poznavalcev različnih profesionalnih usmeritev o smereh razvoja naravoslovnih, tehničnih in družbenih ved, ki so topiki znanosti, gospodarstva in družbenih usmeritev. Prihodnji razvoj sicer naglašuje nujnost investicij v znanje, nove tehnologije, digitalizacijo, nove modele sodelovanja med podjetji in akademskimi institucijami, vendar analitiki napovedujejo, da bo vse te premike težje uresničevati, če ne bo prišlo do sodelovanja in sobivanja tako generacijskih kot tudi drugih družbenih struktur. In ko je govor o lakoti po znanju in lakoti po inovacijah, prav tako ne gre spregledati analiz, ki opozarjajo, kaj vse da je zahodna družba izgubila v zadnjih 70 letih. To naj ne bi bila več družba proizvodnje, to je družba potrošnje, pravijo. To ni več družba konkurence, intelektualne v smislu kvalitetne hierarhije. Z družabnimi omrežji smo postali družba egalitarizma, v debilizmu in laik demokraciji. Zato je smiselno odpreti razpravo o nujnosti sprememb, ki jih prinaša informacijska družba, pri kateri naj bi šlo za veliko zgodovinsko preobrazbo. V razpravo o tej temi smo povabili profesorja doktorja Miho Ravnika z Fakultete za matematiko in fiziko, Andraža Torja z uglednega podjetja Zemanta, profesorja doktorja Mateša Dularja z Fakultete za strojništvo in profesorja doktorja Petra Klepca z Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Lep pozdrav, spoštovani gostje. No, poglejte, glede na zapletene ekonomske, finančne, zdravstvene in politične razmere, se predvsem v intelektualnih okoljih pojavlja vprašanje, zakaj se v takih kriznih razmerah slabo sliši glas znanstvenikov, intelektualcev, ki so že v izhodišču usposobljeni in tudi šolani za to, da rešujejo kompleksne probleme. Zgodovina recimo 20. stoletja kaže ravno to, da so pri problemih, ki so bili res veliki in usodni skorajda, znanstveniki prišli v ospredje in reševali zagate probleme, ne. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, kakšno mnenje imate o tem? No, zadnje čase je kar nekaj teh, ne vem, razprav, bodisi ožjih ali pa širših okoljih, in seveda se to implicitno pojavlja. Vi ste vsi intelektualci, kje ste? Kdo bo? Ja, profesor Dular. A jaz, ko sem se zasmejal prvi. No, recimo. Zakaj nismo znanstveniki toliko v medijih, če bi to, pa zakaj nas ne poslušajo toliko mogoče ljudi, ali pa se na nas opirajo? Mislim, da v osnovi jaz bi rekel, da samo mogoče je nekaj krivde na nas, ker ne radi gremo in nastopamo ali pa širimo to znanje na nek zelo poljuden način. To je sigurno problem, oziroma ni problem. Veliko znanja rabiš, da to lahko narediš. Lahko si še toliko dober specialist za neko tako svoje področje, magari za cepiva zadnje čase, ne? Ampak da to pravilno, pa na smiseln način, pa uporaben način predstavljaš širši množici, je pač zahtevna reč, ki je pač ne zna vsak. Tako da to je velik problem, bi rekel, ker se ga znanstveniki kot taki tega nismo nikoli naučili, ne? Se nam niti ni zdelo dolg časa potrebno, da bi to počeli. Druga stvar, ki je pa mogoče tudi dobra, bi jaz rekel, na naši strani, je pa, da nismo toliko naravnani k nekim senzacijam, ne? Jaz imam vedno nek problem z nekimi PR oddelki, tudi našimi na univerzi ali pa na fakulteti, ki neko novico naredijo, potem toliko senzacionalno, da se rečem, pa se to ni vseeno toliko nekaj vrhunskega bilo, da morate toliko napihniti zadevo, ne? Pač družba pa to želi, ne? Vsi si želijo samo tistih res wow novic, znanstvenikom pa v končni fazi mogoče pa celo narodno, ne? Ker vemo, da naši kolegi vejo, zakaj gre, pa da to ni nekaj toliko zelo novega, ne? Da smo spet mogoče majčkeno zadržani pri nekih takih nastopanjih ali pa
širjenju tega, kar znamo, kar bi morali delati. Da smo malo neke krivde na naši strani, malo neke krivde na strani medijev, ki želijo od nas neke bombastične stvari. Recimo, da v tem smislu. No, vi ste zdaj seveda izpostavili predvsem nastopanje v medijih, ampak veste, tu gre za več stvari, ne? Oziroma tudi druge stvari, ker gre, tako kot rečejo sociologi, mislim, da z delno participacijo recimo reševanja problemov, ne? Tu pa ni samo medij, tu gre za to, da vstopaš tudi v kakšen problem. Je pa res, da je seveda to odvisno od tistega odločevalca, ne, kjer se pač pojavi en problem. Kako vi to, recimo drugi to percipirate? Andraž Tori. Skratka, jaz mislim, da je prva stvar pač vloga znanosti, pa znanstvenika, pa potem sploh kakšen je odnos družbe, kako družba rešuje probleme, ne. Večina rešitev v tej družbi, pač večina problemov je zelo kompleksnih. Ni pač, dajmo izboljšati en proces malo, pa bo vse boljš, ne. In ne vse, ampak veliko znanosti pač ni integralna znanost. Je znanost, kjer se gre vedno globlje v nek detajl, ne. In na žalost tudi, če, ne vem, na eni strani razumeš perfektno, kako virus deluje, ne, to še ne pomeni, da znaš tudi izdelati cepivo, ne, ali pa da znaš ta cepivo masovno proizvajati, ne, ali pa da znaš ljudi prepričati, zakaj bi bilo to cepivo dobro vzeti, ne. In tukaj se izkaže pač, da je družba tako kompleksna, v bistvu, da je zelo težko, da en posameznik lahko pokrije cel ta spekter nekega problema. In da, ko govorimo v bistvu o intelektualcih, ne, gre ravno mogoče za ljudi, ki prestopijo to čisto znanstveno plat nekih problemov, ampak se začnejo ukvarjati z relacijo teh problemov v družbo, v ta družbeni aspekt tega, ne. In to je pač nek skill, ki ga nima vsak, ki ga se tudi ne more pričakovati od vsakega znanstvenika. In je pa treba ga vzgajati. Zdaj, kje imamo pa malo izziv, se mi zdi mogoče bolj lokalen, je pa, da zaradi raznih zgodovinskih razlogov naše visoko šolstvo je zelo razparcelirano, ne. Jaz zelo rad poudarjam že geografsko, ne, imaš fakulteto za računalništvo, pa na enem koncu, fiziko na drugem, ekonomijo na povsem tretjem in likovna umetnost na četrtem, ne. In v tujini pogosto srečaš koga, ki reče, jaz sem pa študiral matematiko, zraven sem imel pa še minor v angleški literaturi, ne, malo tako na pamet rečem, ne. In ta vzgajanje teh celovitosti je nekaj, kar mogoče nam tukaj malo manjka in bi bilo dobro razmisliti, kako narediti. Hkrati pa vedeti, da ne moramo pa čisto povsod od vsakega to pričakovati. Jaz bi tukaj, če smem, jaz bi samo nadaljujem, jaz se s tem mislim, da absolutno strinjam, ker jaz sem se spraševal že kar nekaj časa nazaj, ne, a bi bil idealni premier, predsednik, neke države res znanstvenik, ne? A je to idealni premier, znanstvenik? In jaz nisem prepričan, da je znanstvenik, ne, primerna oseba, ne, ki lahko vodi recimo neko državo, ne? Zato, ker točno to sem mnenja, da je procesi družbeni so veliko bolj kompleksni, ne, kot samo tista neka, če hočemo, resnica ali goli fakti, ne, ki sledijo iz znanstvene analize, ne, ampak je potrebno močno v to upoštevati tudi družbene procese, na koncu družbeno klimo, družbeno razumevanje, ne, ti si lepo povedal, ne, seveda mogoče mi znamo cepivo narediti, ampak tukaj je še en velik problem, družba tudi tako misli, da je to cepivo odgovor na našo krizo, ne, ali pa ga hoče vzeti, ne, a ne, zdaj, bolj mogoče prihodnji izziv klimatskih sprememb, ne, jaz mislim, da se je tukaj znanost globoko enotna, da kaj moramo narediti, ne, skratka, ne se več peljati z avtomobilom, ne, Bog ne daj, da se z avionom pelješ, ne, to je odgovor znanosti, če hočemo, da bomo čez 50 let, 100 let prišli približno nazaj, kjer smo bili. A je to jasno, da je to družbeno nesprejemljivo in ljudje tega ne bodo naredili, ne? In, a ne, znanost je tle jasna, ampak ta odločevalsko in tako vodenje, ne, vodenje države, družbe in sprejemanje odločitev je pa enostavno presegati, ne, ker so v njem momenti, ki niso, na koncu koncev ne moramo jih
osrediniti samo na neke gole znanstvene fakte, ne. Tako da, jaz mislim, da tukaj ima znanost eno močno vlogo tistega posredovalca znanja, ne, ki lahko širše množice, dejansko celo družbo izobrazi, ne, enostavno ve, da bodo klimatske spremembe, da recimo bo vedel, kaj jih čaka, in to kar vsakega posebej. Ne, da tisti vrt, ki ga doma goji, ne vem, katero svojo priljubljeno zelenjavo, ja, čez 30 let največ ne boš več te zelenjave gojil, ne, pa tiste jabolko, ki ga imaš tam tudi vprašanje, če bo še rastel, ne. Tak tip izobraževanja do tega nivoja, ne, seveda pa do najvišjega nivoja, ko se pogovarjamo o energetski preskrbi, ko se gremo pri prioritetah našega gospodarstva in tako dalje, ne. Zato jaz mislim, da je vloga znanosti, ne sme se ji dajati tiste vloge kar rešitelja vsega, ker ne more biti. Mora vedno sodelovati, ne, skupaj z nekim širšim razumevanjem in vključevanjem družbe. Profesor Ravnik, vi ste fizik, ne? Poglejva na primeru, ne? V začetku druge svetovne vojne je takratni predsednik Roosevelt dal odboru znanstvenikov, mislim, da jih je bilo okrog 3000, pooblastila za usmerjanje tehnološkega razvoja države, ne? Seveda iz tega, to je bil možganski trust, ne? Izumi, ki so iz tega izšli, so fantastični, ne? Od radarja pa tudi atomske bombe v končni konsekvenci, ne? Pa mene zanima, ne? Vi ste se seveda tu usmerili recimo na klimatske spremembe, recimo. Kaj, če bi vi, ne vem, naredili možganski trust, slovenski znanstveniki, in bi recimo preko, ne vem, Einstein je tudi pisal Rooseveltu, ne? In potem je nastal ta Manhattan, pa to, ampak ne bomo zdaj o tem, ampak to je recimo kot en tak primer, ker mislim, da znanstvenik na nek način v okolju mora biti tudi nek moralni kompas v takih turbulentnih časih. In mi smo imeli zdaj neke take turbulentne čase, upam, da se ne bodo ponovile, a ne? Zdaj, kako to pojasniti? Jaz se tukaj lahko sam strinjam s tem, ne, da na koncu znanost brez neke moralne zaveze, ne, in neke odgovornosti do tega, kaj je prav in ne more delati, in potem, ker vse tisto potem ni več, tisto tega ne smemo več imenovati znanost, kljub temu, da se danes marsikje to še vedno imenuje in se jo pač potvarja, oziroma vsaj najmanj pristransko oziroma omejeno o njej poroča, ne. Tako da ta neposredna povezava, ne, se pravi etike, morale z znanostjo je neizpodbitna, ne. To živijo z roko v roki, ne. Zato znanost je tako, jo tako boli, ko pridajo seveda tudi v znanosti pretresi, kaj ne, seveda jih je, ne, o ponarejenih rezultatih, znanstvenih člankih in tako dalje, ki imajo daljnosežne posledice, ne. Tako da v tem kontekstu s tem lahko samo globoko strinjam, ne. Zdaj pa v smislu sodelovanja, ne, znanstvenikov v odločitvah, v strateških odločitvah, tukaj so prakse po svetu seveda različne, ne. Seveda v Sloveniji pač vključenost seveda obstaja, globalno pač pa, kakor jaz sam gledam, ne, imajo zelo, pač praviloma je uspešna država, ima pametno vključeno v svoje strategije, če želite, ne, mislim, gospodarske, razvojne, družbene strategije, seveda na koncu najnovejša znanstvena spoznanja, ne. Tako da ta nek razvoj, družbeni razvoj, in spet pravim, da ne bo zdaj izvenelo samo skozi tehnološki konec, ampak močno poudarjam tudi družbenega, ne, hodita z roko v roki, ne. In vključenost, ne, relevantnih, moralno močnih ljudi, ne, se mi zdi, je seveda izrazitega pomena, če ne imajo te izjave neko široko kredibilnost. Ker na koncu se pa kredibilnost spregleda, na koncu nekaj časa se to najbrž da s PR prijemi obvladovati, olepševati in tako dalje, ampak enkrat, ne, pa to več ne gre, ne, pa več ne gre, sploh, če ne bo to širše, če ne taka neka izjava ali pa neka strategija res, če ne ji verjame res cela družba. Ker na koncu tista resnica pride na koncu skozi, ne glede na moderne prijeme, medijske, nemedijske in tako dalje.
Ja, Jaz saj to mislim, da... ja, profesor Dular, izvolite. Sem uskočil. Jaz mislim, da sem rekel, da so imeli takrat znanstveniki lažjo nalogo, ampak jaz mislim, da ta družben konsens je prva stvar, ki mora nastati. Ko enkrat dobimo družben konsens, potem bodo tudi znanstvenike dosti lažje ljudje poslušali. In zdaj, ko se pogovarjamo o globalni krizi klimatski, je to problem, ker to je ena taka stvar, kakor žaba, ki se počasi kuha. In tega ne dojamemo dosti hitro, da bi videli, da je to res problem, da bi družba to sprejela in bi potem poslušala znanstvenike malo bolj, kaj moramo početi, kot družba, kaj mora početi. Ko ste prej rekli, ko se je začela druga svetovna vojna, je bilo to zelo jasno, vsej družbi je bilo jasno, da je treba nekaj narediti. Ko je bilo treba iti na Luno, je Amerika točno vedela, zakaj to dela. Vsa družba se je zgrnila in rekla, moramo priti prvi na Luno. Tam je žaba skočila v krop. Tukaj se pa zdaj to počasi kuha, te spremembe niso to grozne, jih ne dojemamo, mislim, so grozne, ampak jih ne dojemamo iz enega dneva v drug dan, ampak iz enega desetletja v drugo. In je to problem. Najprej rabimo tak družben konsens, zelo močen, jasen konsens, potem pa bo znanost lahko prišla naprej. Ja, se tu imamo tudi profesorja Klepca, vi ste filozof. Ja. A lahko vi pomagate tudi recimo z tega vidika, ker je Andraž Tori rekel, da seveda že v času študija ni neke povezave, vsak nekaj dela svoje, frijovci svoje, strojniki svoje, ne vem, filozofi svoje. Ja, tukaj je en velik... Mislim, ker gre seveda končni konsekvenci za to, ker sta in profesor Dular in profesor Ravnik rekla, da moramo priti do nekega družbenega konsenza, kjer bo recimo, ne vem, vidno, kaj je vloga znanosti in da je pač poklicana za to, da rešuje probleme. Ne pa, da se pojavlja v nekih fusnotah, kot rečemo. Več problemov je, vsej moji sogovorniki so v bistvu na najbolj bistvene stvari so že opozorili. Dejstvo je da sodobnega sveta brez sodobne znanosti absolutno sploh ne bi bilo. Se pravi, svet, v katerem živimo, je že tako preoblikovan z znanostjo, da v bistvu je znanost povsod, dobesedno povsod je. Po drugi strani imamo pa en drug paradoks, to, da se deklariramo vsaj razvite družbe kot družba znanja, ampak takrat, kadar pa znanstveniki opozorijo, recimo tako, kot je bilo že rečeno, na kakšno nelagodno reč in resnica ni vedno nekaj, kar je prijetno. Resnica lahko tudi zelo boli. Takrat se pač enostavno znanosti ne posluša. Je pa seveda še nekaj drugega. Znanost je predvsem en velik biznis. Znanost je v bistvu vpeta tudi v proizvodnjo, v kapitalske procese in tisto, kar bi si znanstveniki najbolj želeli, bi bilo, pa po moje se lahko vsi sogovorniki v tem strinjamo, je to, da se nam nekako majčkeno pusti dihati. Kaj to pomeni? To pomeni, da se nam pusti delati na problemih, za katere stroke menijo, da so temeljni problemi. Se pravi, da se na nek način nam da dihati v tem smislu, da delamo svoj posel, tako kot ga pač delamo, in če se tam kaj pojavi, se pojavi, če ne, pa ne. Tisto, čemer smo pa mi danes priča, to, kar je že pač bilo povedano, ker je rekel gospod Dular, da skratka se od nas pričakuje nek senzacionalizem, nenehno moramo dokazovati, kako je bil to zdaj en tak preboj in tako naprej, kar je za tiste, ki se spoznamo na polje, v katerem delamo, je na nek način je zadeva malo drugačna, kot pa tista, ko se pač, kako se to predstavi s PR prijemi in tako naprej. Zdaj, kar se tiče govoriti v imenu univerzalnega in tako naprej, se strinjam z vami, so malce drugačni časi. V 20. stoletju smo imeli take intelektualce, ki so bili Einstein, pa recimo filozof Sartre, ki so se naslavljali na vse in so na nek način veljali kot moralne avtoritete. Danes smo pa priča temu, da je čedalje večja specializacija znanja, čedalje večja specializacija tudi znanosti in je zelo težko imeti nek pregled nad vsem. In tudi zelo težko je pač na nek način predvideti, kam bodo nekatere inovacije ali pa izumi ali pa, ne vem, teoremi lahko pripeljali. To je en problem.
Drug problem pa je, no, da, kot sem že rekel, no, mi bi bili predvsem, znanstveniki bili predvsem veseli, če bi lahko se ne ukvarjali s trženjem, če se ne bi rabili ukvarjati s tem, kako se promovirati in tako naprej, kako dokazovati, kako je za družbo to koristno, in to moramo pa žal početi vsaj 1/3 časa, ne, pridobivati sredstva, pa tržiti rezultate svojega dela, ne. In to nam vzame ogromnega časa. Prej smo govorili o administraciji, ne. To je en tak problem, ne. Zdaj, to, kar je pa že profesor Ravni govoril, ne, da bi pač vsaka, kako ćemo zdaj ta pridevnik uporabiti, vsaka zdrava, normalna družba bi si morala želeti, da bi na vseh nivojih odločanja ali pa razpravljanja, ne, morala imeti vključenih čim več znanstvenikov, ne. To je pa tudi vprašanje kvalitete javne razprave, ki pa je, kot ste že sama omenila, danes je na zelo nizkem nivoju, ampak jaz mislim, da že recimo ta naš razgovor je definitivno en majčken prispevek k temu, ne. Skratka, brez neke kulture ali pa gojenja kakršnihkoli takih razprav, ne, se ne bomo nikamor premaknili, ne. Zdaj, to je to, lahko bi pa še kaj, no, še eno stvar bi rekel, naslovili ste me kot filozofa, ne. Filozofi so bili včasih vse vedci, ne zadnji univerzalni seveda recimo Hegel, ne. Ja, pa se ste tudi z lakanovsko provenienco, ne? Ja, seveda, ampak od takrat naprej se na nek način predpostavlja, ne, da smo mi filozofi tisti, ki vemo vse, ali pa ki vemo, kam recimo naj bi se družba razvijala in tako naprej, ne. Tisto, s čemer smo danes soočeni, je tako kompleksna sistemska kriza, da pravzaprav je težko pričakovati od kateregakoli znanstvenika ali pa tudi filozofa, ne, razen če totalen blefer, no, da bo znal napovedati, kam družba zdaj gre, ne. Veliko ljudi se strinja o tem, da danes ta kriza, ki smo ji bili priča prejšnje desetletje, se bo kar mirno nadaljevala še kakšno desetletje ali dve. In to bodo zelo turbulentni časi, ne. To smo lahko gotovi, ne. Tisto, kar je bil en izmed velikih problemov, recimo filozof Heidegger je govoril o tem, da znanost ne misli, ne, je bil razumeti, kako dojeti različne pristope mišljenja, umetnost, znanost, filozofijo in tako naprej. In tukaj je tudi to malo vprašanje trženja, ne. Če boste vprašali filozofe, fenomenologe, ne, vam bodo seveda potrdili, da znanost ne misli v skladu s Heideggerom in tako naprej. Lahko zdaj na dolgo in široko debatiramo, ali je imel prav ali ni imel prav. Vsekakor je pa skušal s to svojo tezo na nek način malo lonček pristaviti, če lahko tako rečemo, ne. Pa reči, mi filozofi vemo, kam zadeva gre in tako naprej. Ne, tudi mi filozofi ne vemo, kam gredo zadeve, ne. Lahko samo opozarjamo na ene probleme, ki jih vidimo, ne. Se vključujemo v javne debate, pričakovati od nas, da bomo pa znali na nek način motivirati družbo, ne, tudi za kakšne nelagodne stvari, je pa zelo težavno, ne, če ne bo tukaj pomoči ene politike, ne. Ker avtoriteta je nek koncept, lahko se ti razglasiš za eno avtoriteto, ampak če te drugi, če te naslovnik, če te javnost, če te publika, če te sogovornik ne bo priznal za avtoriteto, potem nisi avtoriteta, ne. Avtoriteta je zelo paradoksna. Lahko se nekdo tako Münchhausenovsko dvigne za lase pa reče, jaz vem vse, jaz sem vse prebral, jaz vse obvladam, ne. Ampak če ni pripravljenosti na poslušanje, pač tega ne bo, ne. In tle imate pa prav, no, to znanstveniki bi morali bolj agresivno na nek način pristopati. Samo kot rečeno, ne, mi smo že malce utrujeni od tega, da moramo skoraj polovico svojega časa posvetiti PR-u, pridobivanju denarja, ne, in trženju teh svojih rezultatov. In tle imamo en problem, ne. Problem je, da v bistvu se danes toliko stvari se dogaja in toliko stvari se objavlja, da je zelo težko slediti. Tudi če si ozek specialist, se moraš kar fejst truditi, da slediš, ne, tej produkciji novega znanja, novih ugotovitev, ne. Zdaj, pričakovati od nas, da bomo pa še imeli neko javno vlogo, je seveda super, ampak je na nek način tudi malo iluzorno v takšnih okolicah. No, saj poglejte, recimo, ko smo govorili o teh inovacijah in v bistvu
ne, recimo znanosti, znanstvene inovacij, bom rekla. Ne. Pred kakšnim letom, dvema je, ko se v Evropi se je pojavila lakota po inovacijah, po znanju, novem znanju. Skratka, in je predsednica von der Leyenova je vam, znanstvenikom recimo, ne, rekla tole. Vi ogromno znate, samo s tistim znanjem, ki ga pa imate, ne znate nič zaslužiti. Ne? Se pravi, ja, tržno. Ja, Andraž Tori, kaj bi na to rekli? Ja, je ravno to ta lakota po znanju pa znanosti. Ne. Tukaj je treba vedno biti pazljiv, iz kje to izhaja. Ne. Nekaj je te, kako bi rekel, pač zelo čiste lakote, ne vem, hočemo ugotoviti, kako vesolje res dela na kvantnem nivoju in tako naprej, kjer je vsem precej jasno, da ni jutri aplikacije tega. Ne. Ampak recimo temu, da je to nek višji cilj, pa se za to najde motivacija. Ne. Poj pa ogromno te druge znanosti, kjer pa je to, kar v bistvu omenjate, kjer je pa v bistvu to samo, kako bi rekel, gorivo za ekonomijo. Ne, ki po možnosti jutri niti ne čez 3 leta, če se le da. Ne. In tukaj je znanost seveda je sproducirala vse, kar imamo tukaj okoli, in je to že dostavila in vsi, zakaj pa ne bi jutri še kaj novega, in seveda je hvale vredno in smiselno, da na ta način tudi razvijamo ekonomijo, ne smemo pa samo to videti v znanosti. To je eno. In zdaj pa, lahko pa gremo potem tudi, če pa sprejmemo, da en del koncepta znanosti pa je, da je tudi motor ekonomije, ne, je pa zdaj še vprašanje, na kakšen način je pa najboljš to doseči. In tisto, kar se ogromno dogaja v Evropski uniji drugod je, se pravi, mečeš denar za inovativne projekte. Treba je nekaj napisati in kaj se bo novega zgodilo, po možnosti moraš že kar vedeti, kaj boš odkril, ne? Ker ne boš to napisati v utemeljitev, ne? Se pravi, zelo predvidljivo, kar je že samo po sebi precej nasprotno s tem, vsaj enim delom, kar bi se mogli delati, ne? In na drugi strani se potem poskuša narediti neke instrumente, kako se bo pa to komercializiralo, kako pa bo to. In tukaj se mi zdi pa, če smo že čist na praktičnem nivoju, ne, da če rečemo, to je tudi del tega in dajmo zdaj, kako najboljš to narediti, pa zgrešimo. No, zgrešimo pa v tem, da podcenjujemo, kako lahko je prenesti nekaj tudi praktično uporabnega iz nekega okolja, v katerem je nastalo, v okolje, kjer je to uporabno. In velikokrat so v bistvu potem ta prenos znanja in tako naprej. Jaz bi pa tukaj dal drugo tezo na mizo, ne, da je najboljši mehanizem to, da so ljudje fluidni, da se ljudje s svojim znanjem predstavljajo, če že hočeš to doseči, če hočeš doseči, da znanost poganja tudi ekonomijo, moraš predstavljati ljudi, moraš profesorja za nekaj let dati v industrijo, ga spremeniti v podjetnika in tudi na drugo stran imeti mogoče malo lažji pretok v bistvu v same znanstvene vode, pa med znanstvenimi institucijami, kjer tudi za birokracijo uspemo zelo veliko stvari zatreti. In tukaj je pa mogoče malo priložnost v resnici, da se malo drugače misli o tem, kako znanost sploh uporabiti pol v praksi. Samo še tole, vi ste specialist za IT tehnologijo, bomo rekli, ne? A veste, da v Evropi, mislim, v Evropski uniji se reče, ne? Že danes manjka 100.000 specialistov za to področje. Ne jutri. To so take floskule, ne? Sej lahko bi pa Evropa malo več plačala, pa bi ljudje nehali v Ameriko odhajati namesto v Evropo. Mislim, tako, to je res, ne? Zakaj? Pa zato, ker smo se odločili za en malo drugačen koncept socialne države, kjer pač potem pomeni, da najboljši grejo pa mogoče tam, kjer so lahko tudi disproporcionalno bolj nagrajeni, ne? Tako da ja, jih manjka, super bi bilo imeti, ampak to je tak zelo ozek pogled na stvar. Profesor Dular, vi imate recimo štipendijo oziroma dobili ste ta najbolj zaželjen projekt ERC, kar rečemo, ne? Kako vi gledate recimo na to povezavo? Seveda delate z bazičnimi raziskavami, ampak v ozadju pa mora biti nek
neka inovacija, aplikacija. Mislim, to Kako zdaj lahko delate te stvari? ERC sam tega ne pogojuje, da bi morala biti inovacija zadaj. Pač bolj mogoče to pogojuje, ali si pa sam pogojujem, ker sem pač na fakulteti za strojništvo, da nekako si želim, da bojo nekako te moje bazične raziskave enkrat pripeljale do nekih inovacij. In tudi so, konec koncev, smo dobili tudi ta drugi ERC projekt, ki pa je za ravno komercializacijo tega bazičnega spoznanj, ki smo jih dobili tekom prvega projekta. Ampak ja, ta prenos znanja naprej, to je kompleksna zadeva, kot je Andraž že rekel. Mogoče nam niti ne bi bilo kot znanstvenikom se treba s tem ukvarjati preveč. Tudi jaz sem že ene take zelo lušne primere. Leta nazaj smo delali recimo z morsko biološko postajo v Piranu, smo delali neke raziskave dinamike tekočin okrog meduz, kako se meduze premikajo, zakaj se premikajo tako, kot se, zakaj tisti klobuk mogoče malo asimetrično zgibajo. Čist bazična raziskava, lepa raziskava, ampak par let kasneje smo dobili pa projekt iz industrije, ki so imeli probleme z zapiranjem nekih ventilov in smo lahko enake metode, ki smo jih za tiste meduze razvili, uporabili pri njih, pa je šlo to v bistvu direktno v prenos znanja v industrijo. Pa si nisem niti slučajno mislil, da bom kdaj tisto uporabil lahko na ta način. Tisto sem delal samo zato, ker mi je bilo veselje, pa ker je bilo luštno gledati tiste meduze. Sigurno pa ta prenos je zahteven in tudi ta projekt, recimo, ki ga imam zdaj za komercializacijo, da bomo šli na čistilne naprave, da bomo ta odpadno blato procesirali z mehurčki konec koncev. Jaz sem vodja tega projekta, ampak jaz samega sebe ne vidim, da bom lahko, pa naredili bomo recimo spin-off, to je nekako plana, ampak se jaz ne vidim tam noter kot nekega direktorja, niti slučajno, ker vem, da nisem za to. In imam pa kolega, ki bo zdaj doktoriral, ki pa ima to žilco, pa razume te stvari, ga to bolj veseli, kot delati bazične znanosti. On bo tisto prav, ki bo tam. Jasno bom pomagal, ampak ta prehod iz znanosti v industrijo, to je ključen, v tem primeru, bi jaz rekel. In tudi, ja, nazaj tudi. Jaz sem tudi šel za 2 leti v industrijo, vmes pa se vrnil nazaj potem. Ravno zaradi tega sem dobil te izkušnje. Pri nas na fakulteti je to pogoja, ki ga sicer velikih vzame tako zelo, kot nujno zlo. V tujini, recimo v Nemčiji, na fakultetu za strojništvo sploh ne moreš priti, če si iz akademskega okolja skozi. Če nisi bil ne 2 leti, 7 let v industriji, recimo. Ravno to poudarja zdaj tudi vedno bolj pri nas. Ampak poglejte, zasledila sem neko, bom rekla, razvojno paradigmo, ki pravi, da naj bi bile odločilne vede 21. stoletja biotehnologija, informacijske tehnologije, umetna inteligenca, robotika, avtomatizacija, napredni proizvodni procesi in tako naprej. Kot veda pa v ospredje vstopa matematika. Namreč ta ne vstopa samo v tehnološki, ampak tudi poslovni svet. Kako si to razlagate? Profesor Ravnik, vi se veliko ukvarjate s to matematiko in z raznimi algoritmi, ki jih recimo umetna inteligenca s pomočjo matematike pač. Jaz sem globokega mnenja, seveda, da naša prihodnost je, katere besede danes jih uporabljamo in zlorabljamo, interdisciplinarnost. Jaz mislim, da prihodnost znanosti je v tem, da se meje med temi tradicionalnimi vedami 20. stoletja najbrž, ali pa mogoče celo 19. Da se zabrišejo in da bodo največji preboji izhajali med njimi. Namreč točno, kar ste ravnokar povedali, so bile te smeri, ki nobena ni od teh, ki jih danes mi definiramo kot neke klasične vede, ali pa po katerih se tipično imenujejo recimo fakultete ali pa šole, ki jih ima cel zahodni svet. Zato mi je to zelo ta blizu misel od Andraža, ki jo je prej plasiral, da je mnogo danes kadra, sploh v tujini, da obstajajo, pač imajo neko primary izobrazbo, potem imajo pa nek minor ali neko sekundarno izobrazbo iz nekega dokaj lahko zelo disjunktne druge vede. In zdaj lahko je to na formalnem nivoju, zdaj kako te večje univerze tudi to gradijo, je v tudi zelo drugačnih okoljih, ki sem jih jaz imel tako samo priložnost spoznati,
Namreč recimo angleški Oxford, Cambridge, ne, tam obstajajo seveda sistemi koledžev in v koledžu, ne, to ni koledž za matematiko ali pa koledž za, ne vem, kemijo, strojništvo, ne, to je koledž vseh ved, ne. To pomeni, da ko ti greš na kosilo, ko je zajtrk, ne, greš na večerjo, ti se zraven tebe fizika, računalničar, sedi filozof ali pa sedi en kemik, pa en zdravnik, pa en pravnik, ne, in je na tisti bazi dejansko širina informacij in pregled nad vsebino, ki jih dobivaš iz znanja, ki ga takrat kot študent ali pa kot profesor, ne, dobivaš enostavno kompletno, ne. In to je tista res strast, ne, ki ga te fakultete oziroma univerze imajo, ki ga recimo mi, ne, recimo v slovenskem okolju enostavno tega ne zmoremo, ne. In tudi večina, velik del drugega sveta ne zmore. Zdaj, to se rešuje s tem, da ljudi daš na iste kampuse in tako dalje, ne, ampak Zahod, ne, neke te najmočnejše univerze to globoko vejo. Zdaj, matematika, ne, matematika seveda je ena od tistih jedrnih algoritemskih znanosti, ne. Zdaj, jaz se težko opredeljujem, katera je bolj fundamentalna, ne, ampak najbrž bi on par matematike zelo hitro postavil filozofijo, ne, kot tista, ki je v družboslovju, na koncu je izhodišče celega družboslovnega razmišljanja. Zdaj, seveda, moč matematike je v široki aplikativnosti njenih algoritmov, ki se jih lahko napne na spekter ved, na spekter problemov, ne, in te algoritmi so izrazito močni, ne. Samo, če se znaš napeti na en ta algoritem, je to res, in ta algoritem lahko napneš na tako različne probleme. Tako da v tem je absolutno izrazita moč matematike. Ja, se je zanimivo, ne, recimo se zelo, kako bi rekla, ne, prizanesljivo se v bistvu humanisti zdaj obnašajo, ker je vse tehnološko usmerjeno in ta informacijska revolucija in družba, ne, ki nastopa. Me zanima, kakšen intelektualni habitus pa izkazuje znanstvenik, ko gre, recimo, humanističen, ko gre mimo teh vsebin. Profesor Klepec. Ko mislite, kakšen habitus, kako se počuti, nelagodno? Ja, recimo, vi, ki ste filozof, a ne, in vidite, kako cela družba vrvi okrog teh tehnoloških, naprednih inovacij, vsega tega. Jaz se počutim, moram reči, da zdaj, ko poslušam tudi te svoje kolege in tako naprej, pa že prej, no, jaz se počutim zelo v redu, zelo komot, no. Mislim, če lahko tako rečeva, ta menjava paradigme, ki prihaja, pač s seboj potegne tudi globoko in veliko temeljno potrebo po humanistiki in po filozofiji, ne. Jaz se strinjam, da je matematika temeljna in tudi je, ampak vse te vede, ki ste jih na nek način, to predpostavko, ne, kaj bo v prihodnosti, ne, to že priča o tem, da je do enega preobrata že prišlo, ne, to smo že dve desetletji in pol smo priča temu, bo pa zaradi tega potreba po eni humanistični izobrazbi ali pa po enem tem interdisciplinarnosti, ne, kot je bilo že prej rečeno, kot je rekel profesor Ravnik, ne, po moje bo čedalje večja. In tukaj pa spet pridemo na začetek tistega, kar ste vprašala, povezave znanosti, politike in družbe, ne. Če se bo ta dialog vodil, ne, če se bo negoval neke te procedure ali pa en kvaliteten dialog, potem mene za prihodno družbo mi ni strah, ne. To je zelo preprosto, ne. Zdaj, humanistika in tako naprej. Tisto, kar je recimo problem z naše perspektive, ne, mi smo zelo težko konkurenčni za ERC programe, ne. In tisto, kar bi recimo od ene države Slovenije pričakovali, pa upajmo, da nekoč tudi bo, bi bila ena 6 do 8 članska posadka v Bruslju, ki bi nudila eno podporo logistično ali pa komorkoli, ne, ki bi poskušal ERC projekte dobiti, ne. Tega mi nimamo, številne države imajo, ne. Mislim, dobiti ERC projekt na področju humanistike je resnično težko in zahteva, recimo mi smo delali, Alenka Zupančič recimo je bila nosilka, pa je mednarodno zelo priznana, ne, in zelo ima, ne vem, koliko knjig in koliko prevodov in tako naprej. Pa smo 2 meseca delali, cela ekipa, pa smo prišli samo na rob, ne. Se pravi,
mi zelo težko dobimo karkoli, ne. Ker pač enostavno, kako ne rečem, jaz mislim tudi, da ni neke pripravljenosti na ravni Evropske unije za eno resno kritično mišljenje, ampak to je tema za eno drugo omizje mogoče, a ne. Na nek način se poziva znanost, naj prispeva, ampak v resnici tega, prav zares se pa tega noče. A ne, ker ko znanost začne opozarjati na problematične ali pa nelagodne stvari, se jo se jo da pač na stranski tir, ne. In pač menjava paradigme, ki smo ji priča, bo zahtevala tudi kakšne kritične glasove, tudi kaj bolj radikalnejšega. Zdaj smo pač v obdobju, ko se pač pričakuje, da smo na nek način kooperativni, pa da hitro na nek način apliciramo te svoje znanja, ki jih imamo, a ne. V resnici se pa ne pričakuje prave kritičnosti ali pa nepopustljivosti, no. No, seveda, kritičnost je seveda imanentna seveda znanosti, to mislim, da je jasno vsem. Ja, jaz bi malo na to, ne, prej malo povezal stvari. Prej smo govorili o problemu v bistvu nastopanja avtoritete in tako naprej, ne, in zdaj se ta povečal, ne. Zdaj, zakaj se je povečal? Povečal se je v bistvu zaradi povsem novih družbenih fenomenov. Družba je bolj fragmentirana kot kadarkoli prej. Zdaj, lahko se zdaj vprašamo, a so to socialni mediji, a je to v bistvu enostavnost produciranja informacij, enostavnost dostopa, kaj so te strukture, kako se družba sploh spreminja, ne? In tukaj pa se vrnemo na to, ne, da tukaj pa, jaz nisem niti up to date, ampak tukaj rabimo humanistiko in družboslovje, da nam sploh definira, kaj so problemi, kako misliti, ker kaj je problem? Problem je pa v tem, da hočemo ali nočemo, grejo stvari v smer, kjer bodo take ali drugačne intervencije potrebne. Ker se bo prej ali slej izkazalo, da ali zdaj govorimo o zakonodaji, regulativi ali kakršnim koli drugim političnim intervencijam, ki osmišljajo ta nov fragmentiran svet. In tukaj pa zdaj, a kritično misel, kako v bistvu to dovolj zanalizirati in potem te analize narediti dovolj sprejemljive za družbo, tukaj pa brez humanistov pa poskušen raztrančiranja tega problema pač ne gre. Mi ne znamo, mislim, če malo tako rečem, mi naravoslovci ne znamo res dobro misliti teh problemov. Ja, to je, mislim, s tem, kar sem rekel, mislim, da ne smemo imeti ene temeljne iluzije, da bo res prišlo do enega velikega konsenza, ne. Večina je dovzetna in tako naprej, tudi za to razpravo in tako naprej. Po drugi strani imamo pa opravka tudi s takimi močnimi interesi, da se zelo hitro razprave zamegli, razvodeni in tako naprej. In to bo zmeraj obstajalo, ne. Prav, da bi imeli 90 ali pa 100% strinjanje, do tega nikoli ne pridemo. Ni šanse. In mislim, da je to tudi en velikih problemov na področju politike, kjer smo vsi že vsega navličeni, sam, da ni vsega strinjanja, pa je vse narobe, pa so vsi isti in tako naprej. Mislim, na ravni konceptov ali pa pojmov je pa to pač pojem univerzalnega, no, ker mora v bistvu počasi spet priti v ospredje razprave, ker gre za temeljne pojme, na katerih temelji tudi moderna znanost, no, na nek način, ne. Znanost velja za vse ali pa nič. Ne, skratka, to je to. To je zanimivo, ne, recimo v nekih prejšnjih intervjujih, ki smo ga imeli, a ne, z vami, profesor Dular, in z vami, profesor Ravnik, vi ste včasih bolj implicitno ali pa eksplicitno poudarjali, da kje pa so humanisti, da bi recimo znali pojasniti kakšne probleme, a ne, pri nas. No in ravno tu sem se spomnila, poglejte, Slovenija je postavila zelo ambiciozen program tehnološkega razvoja. Zapisali so v strategiji takole, da bi do leta 2030 se morala uvrstiti med prve 3 države na področju naprednih digitalnih tehnologij. Poudarki so na umetni inteligenci, internetu stvari, obdelavi megapodatkov, kvantnem računalništvu, 5G tehnologijah in še najbrž kaj. Pa me zanima, kako ocenjujete naš kognitivni potencial za tak napredek? Profesor Dular. To jaz težko ocenjujem. Jaz se s temi stvarmi, ki ste jih zdajle našteli, direktno ne ukvarjam. Ampak jaz mislim, da
mislim, No, ampak potencial. gre za neki razvoj, ne, v prihodnje. Sigurno, seveda je, ne, samo to se spet potem vrnemo na tisto, a bomo naredili nek konsens, da moramo iti v to, če se to zdaj v neko strategijo je zapisali. Fino, tam piše, a ne, ampak ni pa tistega puša cele družbe, a ne, da to res moramo narediti, a ne, ker družba ne vidi tega kot nek nujno, da moramo nujno do tja iti. Zato tega konsenza ne bo, a ne, te sodelovanja med različnimi znanostmi, znanstveniki, ki bo vsi stremeli k istemu cilju, spet verjetno ne bo. A ne. Če bomo pa zdaj parcialno vsak prčkal v svojo smer, rahlo ta pravo, a ne, pa do tega ne bo prišlo. A ne. Zato, kako se to da spodbuditi, ne vem, finančno je en način, sam verjetno ni dovolj to, no, bi jaz rekel. Ja, lahko bi rekli, ja, papir prinese vse, a ne? Točno to. Dodal bi, da to so lepe teze, ampak ko greš in rečeš, ok, ampak a veste, kaj so osnove, da lahko sploh začnemo o tem razmišljati, da bi bili kaj naprej, se vse ostalo. Recimo, banalna osnova, ampak ni variante, da bomo tam, če ne sprejmemo ogromno tujih študentov v Slovenijo, če ne bomo ogromno inteligence. Na drugi ravni regulativni gremo ravno v nasprotno smer, zaostrujemo komercialne pogoje, zaostrujemo pogoje po znanju slovenščine na fakultetah, zaostrujemo na vseh področjih, da bi se še bolj zaprli. To je povsem nekompatibilno s tem, če se ne odpreš za v narekovajih več uvoza inteligence, več uvoza pametnih ljudi. Pa potem ko gremo naprej še, kaj bi bilo treba v gospodarstvu, ampak čim pogledaš te prve osnovne stvari, ki so povsem jasne, če hočeš imeti tako ambiciozne cilje, vidiš, da ni povezave z realnostjo. Ja, profesor Ravnik. Jaz zelo poslušam, jaz se absolutno strinjam, da mi imamo veliko okovov, ki našo družbo pestijo, pa smo si jih v resnici veliko kar sami nadeli. Pa ni treba, da smo si jih. Ne bilo treba. In se težko razume tisto, kad se te do tja pride, zakaj jih imamo. Ampak dejstvo je, da jih imamo. Tako da, in tukaj že vsak od teh okovov, ki smo ga sposobni, da pade, ne bo koristil. Seveda pa, mislim, tukaj v tem razmisleku naše strategije, kam naprej, jaz mislim, da se moramo zavedati in tudi v visokošolskem prostoru se zavedamo, da smo v resnici majhni. Se pravi, na globalnem nivoju je Slovenija majhna. V vseh kontekstih in to se lahko slepimo, pa se tolažimo, pa smo, ne vem, kjera Evropa, pa tak, ampak mi smo majhni. In tako majhna družba in na koncu država, ki v zadaj stoji kot ta sistem, ne zmore gojiti na najvišjem nivoju vseh področij. Enostavno jih ne zmore. Največji sistemi to lahko, dovolj očitno je, da Slovenija ni zmožna, ne vem kaj, če ne reči, imeti jedrskih letalonosilk, je to nam vsi očitno, da si Slovenija tega ne more privoščiti, medtem ko neka Amerika, Francija in tako dalje si jih lahko. Skratka, in to ampak, zato jaz mislim, da vsaj taka neka načelna strategija področij, ki bi jih Slovenija morala gojiti, bi nam pa na koncu koristila. Seveda, jaz močno slišam, Matevž, komentar, da ne bo kako vzpostavil družbeni konsens, da samo kjera bojo tista. In zdaj, naravna pot bi bilo začeti s tem, kjer smo že dobri. In so področja, če smo si pošteni, ki se malo tisti, ki smo po svetu hodili, pa smo, da vemo, da ena področja v Sloveniji so dobra, ena pa niso. Da v Sloveniji ne znamo glih razvijati najbrž, raketnih motorjev za let na Luno. Jih ne. Zato najbrž to ni glih področje, ki bi postala naša prioriteta, kakor se zveni dobro in zanimivo. Tako da, v tem kontekstu se mi zdi neka taka, nek strateški razmislek, kje smo kot družba mi lahko dobri, vseeno bi bil na mestu. Je pa to najbrž močno, je pa to zelo težka tema in najbrž skoraj na pol prepovedana tema v jeziku družbenega konsenza, ker in nacionalne identitete in razvoja nas kot države in naroda in vse skupaj. Tako da tukaj trčimo v te izjave, ampak dejstvo je, da so bolj zrele države,
tipa Nizozemska, Švica in tako dalje, so ta konsens pa že enkrat izpeljali. Ja, Jaz to imam zanimivo. spet eno idejo ja, na to temo. Andraž, ja. Sam, da še kakšno mogoče rešitev. Ne? V bistvu ideja je od mojega kolega Boštjana Špetiča, ampak drug način, ne, kako lahko, mogoče ne nek konsens, ampak neko fokusno točko narediš, je pa, da se odločiš, da boš naredil povsem nor projekt na ravni države. Ne? Zdaj le si lih omenil raketne motorje. Ne? Lahko imaš, ampak to je čisto realistično. Na ravni države projekt Slovenija bo poslala lander na Luno. Izrael je to naredil in so ugotovili, da v resnici to stane v narekovajih sam $100 milijonov. Ne? Ampak lahko pa okoli, in to bi bila privatna iniciativa, lahko pa potem okoli neke tako drzne ideje, zdaj pač se pa poravna nekaj znanosti, nekaj industrije in tako naprej. In skozi to v bistvu, skozi nek alternativen način, namesto skozi ful pogovarjanja, skozi neke zelo konkretne, včasih iracionalne, to je bistveno. Tukaj se ne da odločiti, kaj je najboljša stvar. Se pa lahko naredi kakšen tak preboj in naredi več energije v družbi za kaj takega. No. Da damo še kakšno dobro idejo na planu. Ja, sprejeto najbrž, ne? Recimo v širšem konsenzu. Se nekaj takega si že v bistvu probal narediti s tistimi centri odličnosti. Zdaj, eni so bili res, tudi je bil center odličnosti za vesolje, če tako gledamo, je bila ena taka hecna ideja za Slovenijo, recimo. Ampak ne vem pa, koliko se je dejansko to, da bi res pa zdaj to v širši družbi res odmevala, sta v resnici samo ona dva satelita od najbolj iracionalnega centra odličnosti, centra vesolja, če tako gledamo. Od ostalih pa ja, vse so delali, super delali stvari, ampak ni pa nek res preboj, pa ni bil, bi jaz rekel, tako da bi vsi vedeli za njega. No, ampak se mi zdi, recimo, vsi štirje ste, jaz, ko sem psihologinja, lahko to izrečem, pametni nekak, inteligentni. Pa me zanima, kako bi recimo, kaj bi predlagali, kakšen program, kakšne poteze, da bi recimo to, kar je profesor Ravnik rekel, o vseh vedah, v vseh programih ne moramo biti vrhunski. Kako bi prišli do tega, kje pa je Slovenija, recimo tista, ki je vrhunska in kdo bi mogel to na nek način izreči, da ne bi izgledalo kot heretične misli? Lahko sem jaz preden, izvolite. Pridejo optimisti na plan, pridem še jaz kot pesimist. Ne kot pesimist. Hočem reči to, mi smo že imeli program Drzna Slovenija, bil je tudi program teh centrov odličnosti, ki so pa že upadali v tisto, kar je bila ekonomska kriza. No. In mi se moramo res zavedati, da desetletje, ki je za nami, je bilo za znanost zelo težko. Zavedati se je treba, da recimo znanost, ki se financira iz raziskovalnih programov in projektov, recimo imela 2011 na razpisu je šlo 23 milijonov za razpis za nove znanstvene projekte. Leta in leta zatem, pa niso bile vsako leto ti razpisi, so bili pa po 10 milijonov. Mi imamo tak velik izpad sredstev in imamo res velik problem, kako neko generacijo, ki se je v tem času izobrazila, sploh ohraniti znotraj znanosti. To je prvi problem. In tukaj pa pride še malo optimizma. Jaz močno upam, da bo novi zakon o raziskovalni dejavnosti, ki bo v bistvu zdaj julija pa resnično zaživel, čeprav že pol leta velja, da bo na nek način malo odprl vse te stvari in da se ne bo zgodilo tisto, kar se je zgodilo recimo s centri odličnosti. Kaj se je zgodilo s centri odličnosti? Taka tipična slovenska stvar, da so se v bistvu nekje, za večino znanosti so veljala taka in taka pravila, potem se je pa nekdo bolj ali manj po politični liniji ali pa kakorkoli drugače mimo pravil poskušal izogniti temu in na nek način pridobiti neka sredstva. Zdaj, ko se bo počasi večal denar za znanost, recimo v enih 5-10 letih, se mi zdi, da bo tudi dozorel čas za to, kar je govoril profesor Ravnik, da se bomo lahko tudi kot družba enostavno bolj normalen začeli pogovarjati in odločali tudi, kaj je zdaj pa res realno, kaj se v bistvu, na kaj bi se splačali kot družba
fokusirati. Ne. Do zdaj to ni bilo mogoče. Preprosto ni bilo mogoče, ker je bilo premalo denarja. Enostavno je premalo denarja. To je moj pogled. No. Skratka, jaz sem en tak zmeren optimist, da zdaj še ni trenutek za to razpravo, čez 2 ali pa 3 ali pa 5 let pa bo. A bo prepozno, profesor Ravnik? To je težek odgovor, ne, in predlagati odgovornosti na prihodnost. Jaz tako osebno ne sem človek sedanjosti, ne, to, ker zdajle hočem. Vsi hočemo zdajle, samo zdajle bi se vsi skregali. Jaz se globoko zavedam teh težav, ne, ki ste jih izpostavili, ne, tako da mi je to seveda jih poznam, ne, do obisti, ne. Jaz po naravi sem optimist, ne, tako je treba, s tem bom začel, ne, in hočem razmišljati pozitivno, in zdaj v kontekstu, ne, gospa Fedič, ki ste izpostavili, kako prepoznati naše, kje smo dobri, ne. Jaz mislim, da tisto osnovno je, ne, da si nastavimo ogledalo, ne, ali pa da nam kakšna tujina, predvsem, se pravi, mi se ne smemo nikakor zavedati, da, mislim pa, za nas je najbolj, ko se tukaj pogovarjamo očitno, ne, da si ogledala ne postavljamo znotraj Slovenije, ampak kar prosto na svetu. Že Evropa ni dovolj, kar na svetu si ga, ne. Gre za to, da jaz mislim, da teme, ne, ki so, ne, prebojene na svetovnem nivoju, oziroma skupine, podjetja, inštitucije, ne vem, gre za kakršnokoli obliko nečesa, posamezniki, ki so na svetovnem nivoju dobri. In zdaj, ali govorimo to v jeziku temeljnih znanosti, aplikacij, gospodarske vrednosti, ne vem, take in drugačne družbene, kulturne moči in potenciala, to je tisto, kar bi morali podpirati, ne. In je važno, da tisto mera, ne, kdo je pa dober, ne, da ni to naša lokalna mera, ampak da mi smo del globalne družbe. Ne. To, da smo v Sloveniji, da se nam je vse cene podražile, nimamo Slovenci, bolj imamo s tem. Je dosti očitno. Mi smo del globalne družbe. In zato mi je tista mera, ne, kje iskati, oziroma kako opredeliti, kaj je kvalitetno, ne, ta mera mora biti svetovna. Mi se moramo svetovni. Jaz mislim, da so vsi tukaj, ne, tekmujemo s kolegi po svetu, ne, pa s kolegi tam čez cesto ali pa v Mariboru ali ne, v Kopru ali v Ljubljani, ni važno. Tako da, jaz hočem biti optimist, ne, mislim pa, da je važno, ne, da poudarjamo ta pomen, da kvaliteto se meri navzven, ne, se pravi napram tujcem, ne pa kar sami sebe, ne, hvalimo, kako smo dobri. To ni še kako dobro zabavno. Ja, profesor Dular, kakšno vaše mnenje? Jaz se lahko samo strinjam. Jasno, da če se bomo med sabo gledali, kdo ima več citatov, ne vem, v Sloveniji, on je pa najboljši, to nima nobenega smisla. Ne. Še zmeraj pa ostaja potem vprašanje, kdo bo tisto črto potegnil, tudi ko se bo vsak navzven primerjal, pa bo rekel, ta je pa res dober. A je dovolj dober, da se bo to področje porinilo naprej ali ne? Sigurno je to boleča debata, se pa strinjam, da bi verjetno bilo smiselno nekaj ožjih področij naprej poriniti pa v to vlagati noter. Drugih pa po drugi strani ne zanemarjati, ampak zato je pa spet vreča mora biti dosti velika za to, kar pa mogoče res zadnje čase ni bila. Ampak trenutno stanje, ki ga imamo, da pa delimo denar vsakmu malo, pa da smo vsi približno zadovoljni, to pa sigurno ni v redu, definitivno ni okej. Če en dobi mičken več nekaj let zapored, je že nek alarm pri vseh ostalih kolegih udaril in ta je pa zmenjen, ali nekako tako. Se pravi, to bo boleča debata, ki nas pa sigurno čaka v prihodnosti. Ja, Andraž Tori, zdi se mi, da ste vi človek, ki ste šli seveda zelo samosvojo pot in tudi ogromno vlagali v znanje. Zato se mi zdi na nek način, da ste prav paradigma tega, kar je recimo Franklin rekel, katera investicija se najbolj splača. In rekel je tako, da se investicija v znanje izplačuje tudi največ obresti. Zdaj, ko smo se vsi badamo s temi velikimi inflacijami in tako naprej. Samo še me zanima vaše mnenje.
Dobro vprašanje. To je na koncu koncev politična odločitev. Ne? Sej tudi je fajn, tako, dajmo reči, univerzalno izobraževanje, po moje se vsi tukaj strinjamo, da ni absolutno nobenega dvoma, da je eno največjih pridobitev, ki nam omogoča vsem skupaj blaginjo in jo omogoča naslednjim generacijam. Ne? Hkrati pa pol na neki točki prideš, da je pač vreča omejena in da je treba ugotoviti, koliko dati za socialo, koliko dati za znanje, koliko dati za zdravstvo. In tukaj se je treba pač zmeniti, tisto, kar je, s čimer se je boljše ukvarjati, kako narediti to vrečo čim večjo. No. To je tisto, kar mene ponavadi pač depresira, da se premalo ukvarjamo s tem, kako bi bila ta vreča čim večja. In preveč, moramo se, mislim, to da je treba deliti in da se je treba zmeniti in da je to politično, ni dvoma in to bo vedno debata prav. Ampak premalo poudarka na tem, kako povečati to vrečo. Še kdo, kakšno mnenje? Jaz se tukaj lahko pridružim temu, ne? Da tudi, da mi se lovimo na tem, kako bomo razdelili in potem vrtiček, ta vrtiček tisti, ki boš malo mejo tega vrtička predstavil, v resnici pa bi lahko naredili kakšen skok. In zato so mi, v teh skokih bi se mogli pogovarjati, in to so tisti, ki pa res lahko potem naredijo. Ampak ti skoki ponovadi so v eno izbrano smer, bila bi všeč ideja, lenderja, slovenski lender na Luno, ki potem, ampak v taki smeri, je pa važno, tak projekt, ki si pač postavil to idejo, v smislu, da res pametno vključuje vse deležnike. Zakaj to rečem? Zato, ker tukaj, seveda, danes smo se že imeli danes debata, se pravi, kako povezava med na koncu gospodarstvo oziroma aplikacijami na eni in tisto temeljno znanostjo na drugi. In mislim, da smo si bili edini, da je tukaj, zdaj obstajajo ekosistemi po svetu, kjer vemo, da ta prenos izrazito dobro deluje. Izrazito deluje. Matevž si svoj lasten primer povedal. Ampak v Sloveniji ta ekosistem vseeno ni, oziroma je relativno skromen. Mislim, če smo pošteni, je skromen in vemo po svetu, da so države, okolja, kjer enostavno stvar deluje. Na kakšni angleški visoki univerzi enostavno, ko tebi nekaj dobrega uspe, na temelj znanju, ti pokličeš službo, ki komercializira tvoje delo. Ne, da moram jaz postati podjetnik, ker jaz nisem podjetnik. In zato omenjam, namreč v teh takem razvojnem smeri, projektu, je važno, da se dejansko vsi potrebni deležniki vključijo. In potrebni deležniki niso samo univerza, XY inštitut, ZY, pa 3 največje podjetja, kar je bil model tipično centrov odličnosti, kot jih poznamo, ampak ta proces gojenja znanja in na koncu preboj je bolj kompleksen in rabi drugačne deležnike. Tako da tukaj jaz vidim eno tako priložnost, ustvarjanje tega ekosistema, kot ga jaz imenujem, je pa ni nekaj lahkega. In tega jaz iščem. In ga v tem okolju si ga včasih želim močnejšega. In seveda, Andraž, mi boš odgovoril, Miha, usedi se na avion, pa se odpelji. Ne vem, kje je konc. Malo proti jugu, oziroma jugovzhodu, ali pa malo bolj proti zahodu. Tako te stvari danes delujejo. Ja, spoštovani gostje, res hvala vam za te plodne misli, ki seveda po svoje zahtevajo tudi analizo kdaj v prihodnjem času in upam, da bomo se še kdaj srečali v tej in pa drugačni zasedbi. Očitno je pa čas tak, da je treba o zadevah razpravljati, kritično jih ocenjevati in sporočati javnosti, ker smo pač javnost. Hvala vam.